Torej, mogoče za začetek nekaj besed o tem, kaj pravzaprav je etnobotanika. Ta pojem je bil prvič uporabljen konec 19. stoletja. Uporabil ga je ameriški biolog Harshberger, ki je v istem letu oziroma v prihodnje, v naslednjem letu napisal članek z naslovom The Purposes of Ethnobotany. Se pravi, takrat je prvič ta besedna zveza etnobotanika bila uporabljena. Sam Harshberger je pa v bistvu on je proučeval aboriđine in njihovo poznavanje uporabe rastlin pri aboriđinih in on je trdil, da preko tega, kako v neki kulturi rastline uporabljajo in kako dobro jih poznajo, da preko tega lahko pravzaprav mi razumemo popolnoma neko kulturo. Zdaj, to je bila taka kar zelo močna trditev, s katero se večina že takrat raziskovalcev sicer ni čisto strinjala. Tako da danes pravzaprav vemo, da je kultura nekaj bolj kompleksnega, da seveda ne moramo razložiti izključno s tem, kako ljudje uporabljajo rastline, ampak vseeno je pač to, kako ljudje v določenih kulturah uporabljajo rastline in kako jih poznajo, to predstavlja nek pomemben del socioekološkega sistema in to nam lahko pomaga razumeti, kako ljudje, kako so povezani z naravo v neki kulturi. Tudi skozi čas lahko spremljamo, kako se ta odnos med človekom in rastlinami spreminja. Če kdo od vas se zanima za etnobotaniko oziroma ga bolj zanimajo recimo zdravilne in strupene rastline, verjetno ste že slišali za Richarda Evana Schultesa, to je v bistvu eden od najbolj znanih etnobotanikov sploh, pokojni že, deloval je na Harvardu, ukvarjal se pa z proučevanjem predvsem plemen v Južni Ameriki in katere rastline uporabljajo pri različnih obredih, potem za zastrupljanje puščic in s takimi stvarmi. Tudi sam je veliko stvari poskušal, vedno pod nadzorom vračal in tudi vedno zagovarjal, da morajo biti prisotni zraven, zato usposobljeni ljudje in to, v tem primeru so to vrači. Seveda, dandanes obstaja veliko literature na to temo, tako da samo nekaj primerov bom tukaj pokažem. Med bolj znanimi etnobotaniki so recimo Manuel Pardo de Santayana in Andrea Pieroni. Andrea Pieroni recimo je tukaj čisto v bližini nas, deluje v Benetkah in je raziskoval oziroma se ukvarja predvsem s proučevanjem rastlin na Balkanskem polotoku in tudi v Sloveniji je v bistvu deloval, nekaj raziskav ima objavljenih z našega območja. Tako da, vkolikor koga zanima to področje, je literature kar precej. Mogoče v Sloveniji še ni tako se še uveljavlja etnobotanika, ampak počasi se že vidi, da prihajajo različne publikacije z tega področja, tudi znanstveni prispevki, tako da mislim, da se bo to začelo zelo tudi pri nas razvijati. Etnobotanika je v bistvu nekako podveja etnobiologije, se pravi etnobiologija je malo širše, se ukvarja ne samo z rastlinami, ampak tudi z drugimi organizmi, z živalmi, oziroma to je potem spet podveja etnozoologija. Obstajajo tudi
mikologija, ki se ukvarja z glivami, ki so v bistvu izjemno pomembne tudi z vidika človeške uporabe, vsaj tako pomembne kot živali in rastline. In nekako sorodne etnobotaniki so tudi arheobotanika, paleoetnobotanika, pač kako se v bistvu preko ostankov rastlin iz preteklosti se poskuša razumeti, kako so bile te rastline uporabljene in zakaj se jih je uporabljalo. Tako da v bistvu na etnobotaniko lahko gledamo z več aspektov. Etnobotaniko lahko štejemo kot podpodročje ali pa kot področje botanike, tako da v bistvu se osredotočamo predvsem na rastline in na njihove učinkovine, recimo, in potem iz tega izhajamo, kako jih človek uporablja. Lahko gremo z druge smeri in vzamemo etnobotaniko kot področje antropologije, se pravi, se bolj osredotočamo na človeka in kako človek uporablja rastline. Vsekakor je pa etnobotanika integrativna veda, se pravi, da združuje različne vede in v zadnjih letih, recimo pred približno 10 leti, sta Hurrell in Albuquerque predlagala oziroma sta se vprašala, če ni mogoče etnobotanika celo lahko tudi ekološka veda, ker v bistvu proučuje odnos med človekom in rastlinami in pravzaprav človek tudi lahko vpliva nekako, ker je del ekosistema, lahko vpliva na rastline. Kako proučujemo, kakšne so raziskovalne metode v etnobotaniki? Etnobotanika je zelo široka v bistvu veda in na različne načine potekajo te raziskave. Zelo pogosto potekajo preko intervjujev z ljudmi na terenu, pravi, da se raziskovalec gre na teren, opazuje oziroma sprašuje ljudi, katere rastline uporabljajo za določene namene, si to zapisuje in tako naprej. Ali pa opazuje ljudi pri delu in si zraven recimo beleži in vedno tudi izdeluje herbarij, tako da obstajajo neke reference na te rastline, ki jih uporabljajo ljudje. Drugi način je pa, če želimo ugotavljati, kako so se uporabljale rastline v preteklosti, seveda ne moremo iz ljudi, ki jih ni več, tako da v tem primeru se moramo lotiti proučevanja nekih pisnih virov ali pa lahko, ni nujno, da so pisni, lahko bi bili to tudi recimo neki slikovni viri, se pravi, lahko bi bilo to neke slikarije ali pa v raznih knjigah ali pa freski in tako naprej. Tak način raziskovanja je zelo drugačen od tistega prvega, ker v bistvu nimamo nobenega, razen našega tega pisnega vira, nimamo nobenega drugega referenčnega materiala, in se moramo nekako zanašati na to, kaj piše v teh zapisih. Kar veliko je takih raziskav bilo narejenih, kjer so neki teksti predstavljali osnovo za raziskovanje. Verjetno je bila med najbolj proučevanimi Biblija, ki so jo številni avtorji prebirali in ugotavljali, katere vrste so omenjene in prihajali so tudi do zelo različnih dognanj. Od tega tukaj je sicer samo ena številka zapisana, nekje med 130 in 140 vrst, so v eni raziskavi zabeležili, če gremo iskat oziroma gledati neke druge raziskave, sem videla podatek tudi 260 vrst, tako da zelo različno. Recimo tudi Shakespearove tekste so
številni avtorji analizirali in prišli recimo do nekako 150 vrst oziroma taksonov, bolj verjetno, ne, ki naj bi jih Shakespeare uporabljal. Recimo Pardo de Santayana, ta že večkrat danes omenjen, je naredil analizo Cervantesovih del in tudi tam so našli nekako 150 taksonov približno. Tukaj sem jih nekaj zapisala, recimo med najpogostejšimi taksoni so vinska trta, datli, pšenica, lovor, vrtnica, oljka, črni hrast in Rhododendron, kanela. Ja. Tako da, tako malo za primerjavo, ne. Zdaj lahko se pa lotimo raziskovanja tudi nekega ljudskega izročila, ljudskih pripovedi, ljudskih pesmi. To se malo pač razlikuje od teh, recimo, od proučevanja Cervantesa ali Shakespearea v tem, ker pač, ko raziskujemo neke avtorje, katere rastline so oni omenjali, v bistvu tukaj število vrst, ki jih oni omenjajo, je zelo odvisno od tega, kakšno je bilo njihovo znanje, ne, koliko so pač poznali vrste, koliko jim je bilo to v bistvu blizu, ne. Ena številka zapisana nekje med 130 in 140 vrst, so v eni raziskavi zabeležili, če gremo iskat oziroma gledati neke druge raziskave, sem videla podatek tudi 260 vrst, tako da pač zelo različno. Recimo tudi Shakespearove tekste so številni avtorji analizirali in prišli recimo do nekako 150 vrst oziroma taksonov, bolj verjetno, ne, ki naj bi jih Shakespeare uporabljal. Recimo Pardo de Santayana, ta že večkrat danes omenjen, je naredil analizo Cervantesovih del in tudi tam so našli nekako 150 taksonov približno. Tukaj sem jih nekaj zapisala, recimo med najpogostejšimi taksoni so vinska trta, datli, pšenica, lovor, vrtnica, oljka, črni hrast in Rhododendron, kanela. Ja. Tako da, tako malo za primerjavo, ne. Zdaj lahko se pa lotimo raziskovanja tudi nekega ljudskega izročila, ljudskih pripovedi, ljudskih pesmi. To se malo pač razlikuje od teh, recimo, od proučevanja Cervantesa ali Shakespearea v tem, ker pač, ko raziskujemo neke avtorje, katere rastline so oni omenjali, v bistvu tukaj število vrst, ki jih oni omenjajo, je zelo odvisno od tega, kakšno je bilo njihovo znanje, ne, koliko so pač poznali vrste, koliko jim je bilo to v bistvu blizu, ne. Verjetno, ne, v kakšnih delih bi bilo vrst zelo malo, mogoče zaradi tega, ker pač avtorji niso imeli takega sloga pisanja. Pri ljudskih pripovedih in pesmih je malo drugače, ne, ker v bistvu ne gre za enega avtorja, ne, ampak so se te recimo pesmi oblikovale skozi stoletja. Tako da lahko pričakujemo, ne, da se vseeno nekako več bi pričakovali, no, da se bo več nekih vrst nakopičilo, ali pa po drugi strani se bodo v bistvu ohranjale samo tiste, ki so nekako bolj pomembne za to prebivalstvo, bolj preprostejše prebivalstvo. Tukaj samo nekaj primerov, recimo knjig
samo rastlin, ki se pojavljajo v Shakespearjevih delih, in potem iz teh virov so potem, še posebno v Angliji, je to popularno, Shakespearevi vrtovi, kjer so v vrtove sadili te rastline, ki jih je on omenil. Tako da nasplošno pač vemo, da kjerkoli po svetu gremo brati neko literaturo ali pa pogledamo izročilo v različnih kulturah, vedno to vsebuje reference na rastline, ne glede na to, ali smo v Avstraliji med aborigini, ali smo v arabskem svetu, ali smo v Južni Ameriki, povsod se rastline pojavljajo. Mene je zanimalo, ali so lahko ljudske pesmi, ali nam lahko v bistvu povejo kaj o odnosu med človekom in rastlinami, ali bomo izvedeli kaj novega, ali bojo te informacije pač ne bojo niti relevantne in že vse vemo. Tako da jaz sem se v enem trenutku niti ne znam povedati, zakaj in kako se je to zgodilo. Sem si pač zamislila, da bi bilo zanimivo pogledati, kako se rastline pojavljajo v slovenskih ljudskih pesmih. Pa vemo že od otroštva, če pomislimo na ljudske pesmi, nam gre takoj po glavi recimo po koroškem, pokrajinskem že Ajda, Zori, ali pa vsak od nas, po mojem, se lahko vsaj ene ali pa nekaj pesmi spomni, v katerih se pojavljajo rastline. Zdaj, omenjena je bila Ajda, vemo, da se pojavlja lipa, ali pa v kakšnih ponaradelih, lipa zelenela je, tako naprej, rožmarin, nagelj, ampak a se pojavljajo tudi druge rastline, se pojavljajo mogoče kakšne rastline, ki rastejo prosto na travnikih, katera drevesa bojo recimo omenjena, a nam to lahko pove, da so te vrste ali pa te vrste bolj pomembne za ljudi. Pač vse to sem se jaz spraševala in v bistvu nisem ničesar o tem kaj dosti vedela. V začetku nisem vedela, kako bi se tega raziskovanja lotila, razen tega, da pač mi je bilo jasno, da bo treba nekaj pesmi prebrati. In tako se je začelo z enim obiskom knjižnice in tako, da sem prinesla nekaj knjig domov in začela to prebirati. In to je bilo tako kar enostavno, te knjižice so lahko tanke, pesmi so take znane in hitro greš skozi. Potem pa, ko nekaj knjig prebereš, pa vidiš, da se pesmi ponavljajo in da, če želiš narediti eno resno analizo, moraš imeti izdelan nek sistem, kako pesmi pobrati, da se ne bojo ponavljale iz različnih knjig. Tako da nekaj časa sem se s tem ukvarjala. Vedela sem, da sicer obstaja ena debela zbirka slovenskih narodnih pesmi, ki jih je zbral Karel Štrekelj, pa sem se temu nekaj časa izogibala, ker se mi je zdelo to, da je malo preveč debelo, no. Ampak potem na koncu sem ugotovila, da ne bo šlo drugače, no, da se je treba nekako z nečim omejiti, ne. In to je v bistvu najbolj celosten pregled ljudskih pesmi, ki obstaja pri nas. Torej, Karel Štrekelj, ki je deloval konec 19. in v začetku 20. stoletja, je zbral vse ljudske pesmi, ki so do takrat bile poznane, v bistvu jih je prepisoval od različnih avtorjev in je to zbral v 4 zvezkih in tukaj gre za 8868 pesmi, v takih 4 debelih knjigah. Danes sem vam želela pokazati eno knjigo,
pa sem bila prepozna, da bi skočila v knjižnico, ker jih nimam doma, no. Ja, tako da on je zbral pesmi, pač različne pesmi, od epskih pesmi, ljubezenskih pesmi, stanovskih pesmi, religioznih pesmi. Tako da zelo raznolike so te pesmi, in tako vsebini, kot recimo tudi po dolžini, nekatere so dolge recimo tudi po 10 strani, nekatere so pa v bistvu dolge samo 2 ali pa 4 verze. Zdaj, ja, se pravi, prebrala sem vseh teh 8800 in nekaj pesmi, pa prebrala tudi večkrat nekatere. In moram reči, da tega ne bi šla še enkrat delati, no, da je to bilo zelo, na trenutke zelo mukotrpno delo. Ker te pesmi niso take, kot sem prej pokazala po koroškem pokrajinskem že Ajda Zori, ampak so to pesmi res, ki so napisale v starinskem jeziku, ki vsebujejo veliko izrazov, ki so bili meni nepoznani, pa verjetno marsikomu tudi. Nekatere so pač, ne vem, kako bi rekla, dolgočasne, zelo dolgovezne, ne, zelo moraš biti skoncentriran, da razumeš jih in da izluščiš potem te rastline, ker če prehitro bereš, ti takoj uidejo te reference na rastline. No, kakorkoli, zdaj po vsem tem branju, ne, in izpisovanju rastlin ven, sem rastline zabeležila oziroma našla v nekaj čez 1200 oziroma okoli 1250 pesmih. To je približno 14% vseh pesmi, vsebuje vsaj eno referenco. In vseh omemb je bilo 1985, pa jaz verjamem, da sem še kakšno pozabila, no. Ali pa mogoče za kakšno referenco sploh je nisem razumela, da se nanaša na rastlino, ker nisem pač poznala tega poimenovanja. No, izkazalo se je, da je v teh pesmih, oziroma da sem znala razbrati v njih 87 rastlinskih taksonov. Se pravi, želela bi si napisati, da gre za 87 vrst, pa vemo, da to pač ni mogoče, zaradi tega, ker pač ni korektno, da je rastlina določena do vrste, če pravzaprav če se ne da, no, iz takih omemb tega razbrati. No, poleg rastlin se pojavljajo v pesmih tudi praproti, pojavljajo se tudi mahovi, sicer redko, in zabeležila sem tistih nekaj primerov, ko se pojavijo tudi gobe, zato da, če bo želel nekdo to proučevati, da ne bo prebral 8800 pesmi, pa ugotovil, da se samo v 2 pojavljajo gobe. Tako da sem to prišparala. Lahko pa povem, da se ogromno živali pojavlja. Tako da, če ima kdo voljo narediti raziskavo živali, bi bilo tudi z tega vidika zanimivo. In tudi take, ki jih ne bi pričakovali. Samo ne bom zdaj nobene povedala, tako da mogoče koga spodbudim. Zdaj, katere so najpogostejše katere so najpogostejše rastline, ki se pojavljajo? Najpogostejša je vinska trta, ne vem, a ste to pričakovali ali ne. V bistvu recimo 2-krat več referenc na vinsko trto kot na naslednjo, se pravi na rožmarin, sledi pšenica, nagelj, lilija, lipa, vrtnica, jablana. Se pravi, te so najpogostejše in v bistvu teh nekaj vrst verjetno, prispeva več kot 50% vsem referencam. Potem so pa nekatere vrste, ki se pojavijo recimo samo enkrat ali pa 2-krat, ne.
recimo ingver se pojavi, šota, ne, šotni mah, pa recimo poper, srobot, žajbelj, regrat, koromač in še nekaj takih, pa še nekaj takih, ki se recimo dvakrat pojavljajo, pa zdaj nisem vsega želela pisati. Zdaj, odkot prihajajo te rastline, oziroma niti ni mogoče ta izvor, je malo zavajajoče, no. Zanimajo me je v bistvu, ali gre predvsem za gojene rastline, ali gre za rastline, ki so divje rastoče, ali so mogoče neke eksotične rastline. In izkazalo se je, da je največ rastlin, ki se pojavljajo v pesmih, je gojenih. Kar približno polovica vseh je gojenih. Potem sledijo divje rastoče rastline, predvsem drevesa so med divje rastočimi pogosto pojavljajo. Medtem ko eksotičnih rastlin je zelo malo. Med temi najdemo recimo poper, kavo, ingver, pomarančo, rožiči, miro in kadilo. In te zadnji dve sta prisotni izključno v religioznih pesmih, ker sveti trije kralji nosijo te darove, ne, in med drugim so to mira in kadilo. Ne, mogoče kot primerjava, no, ne vem, če ste bili pozorni ali če se še spomnite, ali tega sploh še nisem povedala, no. Mislim, da bo bolj to. Se pravi, nekaj čez 80 taksonov sem našla jaz v slovenskih pesmih. Podobno analizo so naredili v eni od pokrajin v Španiji in tam našli 150 taksonov, ne, kar je zelo, mislim, krepko več, oziroma skoraj dvakrat več. In tam treba povedati, da recimo tam veliko več eksotičnih rastlin omenjajo, kar je verjetno posledica tega, da je Španija veliko več trgovala, ne, z drugimi kontinenti, in so potem tudi imeli dostop do teh, ali pa so vsaj poznali te rastline, medtem ko na Slovenskem, ne, so bile te rastline res, mislim, so veljale za neke priboljške oziroma za nekaj, kar je tako zaželjenega, ne, in nekako nedosegljivega. Se nekaj o tem bom še kasneje omenila. Zdaj, kakšno vlogo imajo rastline, ki se pojavljajo v takih tekstih? Jaz sem se v bistvu, tle sem se kar oprla, no, na to analizo, ki so jo naredili na Cervantesu, kjer so rastline uvrstili v 3 kategorije, glede na to, se pravi, ko se neka rastlina pojavi v pesmi, ne, mora tam zaradi nečesa biti, ne. Se pravi, zaradi česa se pojavi v pesmi. Bodisi je to predstavlja nek simbol, lahko označuje okolje, ali pa nakazuje neko uporabno vrednost. In zdaj simbolna je najbolj pogosta, ne, približno polovica vseh referenc se nanaša na neko simbolno vrednost. Zdaj tukaj na tem grafu je prikazanih v bistvu, so prikazane vrste, ki se pojavljajo z več kot 20 omembami v pesmih, s tem, da pač tele na desnem koncu so res 20, 21 in tako naprej omembami, medtem ko tukaj pri trti imamo čez 200 omemb. Zakaj kažem ta graf? Jaz sem vsaki od omemb teh pesmi, mislim rastlin v pesmih, sem ji dodelila, po mojem mnenju, ali je ta omemba se nanaša na neko simbolno vrednost, ali bolj opisuje okolje, ali opisuje neko uporabo rastline. In tukaj se ne vidi, ker je pokrito, ampak s temi modrimi puščicami, ne, so prikazane rastline, ki imajo predvsem simbolno vrednost.
recimo rožmarin ali pa nageljček, lilija, santolina, to je nemški rožmarin, ali pa origano, se predvsem uporabljajo pač kot simboli. Medtem ko recimo pšenica ali pa tobak, korenje, ajda in zelje imajo predvsem neko uporabno vrednost. Za opisovanje okolja pa vidimo tukaj lipa, javor, bukev, potem bor, pa tudi, jaz sem tukaj označevala bolj tisto, kar je več kot 50%, ampak recimo tudi hrast, se pogosto uporablja kot za opisovanje okolja. Se pravi, v bistvu vse te rastline, ki sem zdaj omenila, so drevesa. Se pravi, če je drevo omenjeno v neki pesmi, je velika verjetnost, da je omenjeno zato, ker prikazuje samo neko okolico. Pri nekaterih vrstah ali pa taksonih je pa nekako porazdeljeno, da imajo različne, bodisi simbolno in uporabno vrednost ali pa kar vse tri enakomerno razporejene. To sem že prej povedala, grem naprej. Zdaj bom pa pokazala nekaj primerov, kako se rastline pojavljajo v pesmih, kako so različne vrednosti prikazane v pesmih. Zdaj, kakšne so pravzaprav uporabne vrednosti? Lahko je v pesmih opisana, recimo, s čim se človek prehranjuje ali pa živali. Tukaj je napisanih nekaj primerov. Potem omenjene so sicer zelo redko zdravilne in čarobne rastline. To me je presenetilo, ker sem bila prepričana, da je to tak dober material za ljudske pesmi, pač opisovanje malo kakšnega čaranja ali pa zdravljenja, pa je to res, mislim, da manj kot prstov na dveh rokah je takih omemb. Potem so tukaj rastline za okras in pa rastline za izdelke, se pravi pač od raznih lesnih izdelkov in tako naprej. Pa še ritualne rastline tudi sem jih uvrstila v to kategorijo. Tukaj bi mogoče omenila, kot ena od uporab je tudi okras. In tukaj ne moramo iti mimo tega, da omenimo slovenski ljubezenski pušeljc. Jaz tega nisem prav dobro poznala prej, ampak recimo, če bi študirali etnologijo, verjamem, da bi o tem se veliko pogovarjali na študiju, ker je to ena zelo tipična posebnost slovenskega naroda. Slovenski pušeljc. To so bili šopki, ki so jih nekoč podarjale dekleta fantom. Tako da včasih ni bilo tako, da so fantje kupovali dekletom šopke, ampak so dekleta dajala fantom šopke. In to vsako soboto zvečer ali pa petek zvečer so fantje prišli pod okno dekletom. In če so dobili šopek od dekleta, pomeni, da pač je v redu, da so jim, mislim, da je fant všeč dekletu, in so si potem ta šopek zataknili, pač ali za klobuk ali za jakno, in so potem s tem šopkom naslednji dan hodili in šli v cerkev in so se z njim kazali. Če šopka niso dobili, je bila to velika sramota in menda potem tisti vikend niso šli ven, tako da so ostali doma in so se smili sami sebi. Zdaj, kako je ta šopek sestavljen? Najpogostejše rastline, ki ta veseli šopek, ki ga je punca podarila svojemu dragemu, sestavljajo, to so bili nagelj, rožmarin in roženkraut, se pravi nagelj
je bil vedno rdeče barve in je ponazarjal ljubezen. Zakaj ljubezen? Zaradi rdeče barve, ker je to barva krvi, kar pomeni barva življenja in pač ljubezen se enači tukaj z življenjem. Se pravi, vedno je mogel biti nageljček rdeče barve. Potem rožmarin kaže na vero, se pravi na neko trdno vero v ljubezen. To je povezano z lastnostjo rožmarina, da v bistvu diši tako, ko je svež in tudi ko je suh. Se pravi, v bistvu tudi s časoma še vedno ima ta vonj, se pravi, pomeni neko tako trdno vero. Roženkraut ali Pelargonium radens pa pomeni upanje, tudi nekako zaradi tega dišečega zelenja. Zdaj obstajajo tudi variante teh šopkov, se pravi, če je pa šlo za nek žalosten dogodek, se pravi, da je fant odhajal recimo na služenje v vojsko ali pa da je šel delati na neke tuje kraje, takrat potem so bili šopki lahko tudi brez tega rdečega nageljčka in so bili samo zeleni. In s tem je punca hotela pač poudariti to, naj ima trdno vero, naj se vrne nazaj ali pa pač neko upanje, če je šel recimo v vojno, da se bo vrnil nazaj. Tako da to bom verjetno še kdaj ponovila danes. Barviti šopki so nekaj pozitivnega ponazarjali, medtem ko zelena barva je pa barva žalosti. In v bistvu, vse te zelene rastline nekako imajo tako mogoče negativno konotacijo, ponazarjajo neke bolj žalostne dogodke. Zdaj, poleg teh rastlin so se v šopke dajale tudi pač neke druge rastline, recimo nemški rožmarin, dišeči katanec, lojzek, muškat, ne vem, če poznate te rastline. Pač tisto, kar je bilo nekako na dosegu roke, ampak te tri so bile pa tiste glavne sestavine. No, še vedno ostajamo pri uporabni vrednosti. Ena pesem, ki nam recimo kaže, recimo, kaj se uporablja v javorov les ali pa jablanin les, je tukaj, se pravi, govori o javorovih sodih, o skrinjah iz jablaninega lesa in koših iz srobota, kar je še danes v bistvu ena taka slovenska etnološka tradicija, to pletarstvo iz srobota. Ali pa recimo tukaj omenjena recimo fajfa, se pravi pipa, ki so dele pipe izdelovali iz pušpana, zelo trd les, zato je bil uporabljen. In med uporabne vrednosti sodi tudi hrana, tako živali kot človeka. Oznaka okolja, se pravi, tukaj smo omenila, da predvsem drevesa so tista, ki se v pesmih najpogosteje uporabljajo za označevanje okolja. Vemo, da so na našem območju sadili v centre vasi lipe, da so bile lipe pač zelo pomembne, ker so pod njimi potekale pač ta vaška zborovanja, sojenja, plesi, tako da v bistvu okoli lip, pa včasih tudi drugih dreves, tam je potekalo vse vaško dogajanje. Tako da ni presenetljivo, da je lipa ena od najpogostejše omenjenih rastlin. Potem tukaj imamo recimo lepo mi poje ptica papiga v zelenem borovju, v zelenem bukovju, se pravi bor in bukev sta omenjena. Potem imamo pesem, tukaj je samo en kos pesmi, ker nisem cele želela prepisovati, in govori o tem, kako je Marija
pravi, tukaj gre za Jezusa in Marijo in kako je Marija iskala senco pod hrastom, pa ta ni bila dobra, pod Gabrom ni bila dobra, pod bukvo ni bila dobra, ampak pod trto je bila pa dobra. Tudi v tako pesem so na koncu smo uspeli spraviti noter vinsko trto. Tam se je pa potem Jezus rodil. Tako da zelo, mislim, različna drevesa so uporabljena. Redkeje se uporabljajo, mislim, so bile uporabljene za oznako okolje tudi pač zelnate rastline. Ta je še odprej ostala. Recimo kopriva, rasti kopriva, boš celo polje zakrila, da ne boš prosto pustila. Ali pa tukaj spanjšice so cvetele, spanjšice so tale, spravi spomladanski svišč. In v bistvu tukaj mogoče poleg oznake okolja tudi neka simbolna že se nakazuje, neka simbolna vrednost. Namreč govorijo, vedno, ko so rastline sveže, nakazujejo nekaj pozitivnega, če rastline odcvetijo, to nakazuje smrt. Se pravi, ko so uvele, je pa pač neka punca je zaspala in je pač umrla. No in prihajamo zaradi tega že na simbolno vrednost, ki je v bistvu najpogostejša v naših pesmih. Zdaj, različne stvari so lahko z rastlinami nakazane. Lahko se uporabljajo rastline kot simbol ljubezni, žalosti in smrti, zelo pogosto. Recimo v tej pesmi, lani sem plela majaron, letos še kopriv ne bom. Koprive so velikokrat uporabljene kot nekaj slabega, verjetno ni niti presenetljivo zakaj, ker so pač ožgejo, pravi, že to je nekaj slabega, tako da podobno tudi pelin, ker je grenkega okusa, ima tudi ponavadi neko tako bolj negativen prizvok. Podobna pesem, lani sem plela rožmarin, letos pa plejem sam pelin. Te pesmi se pa v bistvu niso cele pesmi napisane, tako da ne veste vsebine. Ponavadi je to, da je punca zanosila in rodila otroka, se pravi, lani se je lepo zabavala, letos pa v bistvu ima otroka in pleje pelin ali pa koprive, ali pa še tega ne. No, zelo pogosto so pa kot simbol žalosti in smrti se pojavljajo tudi vrtnice in lilije. Moram povedati, da vrtnice in lilije pač oboje so gojene rastline in jih niso uporabljali nekoč za šopke, tako kot danes, ampak so jih sadili predvsem na grobove in zato so v pesmih velikokrat povezani s smrtjo. In dostikrat je potem so pesmi, pač da iz groba zraste lilija ali pa zraste vrtnica. Ponavadi so rastline, ki so povezane s smrtjo, bele barve, bela lilija, bela vrtnica, včasih se pa pojavijo tudi potem rdeče. Rastline lahko ponazarjajo tudi nek ekonomski status. Recimo, kot je ta zaporniška pesem, ki kaže na to, s čim kaj so jedli v zaporu. Se pravi, v ponedeljek ni bilo drugega kot fižol, ki je bil pregrajen, da bi skoraj kozlov. En drugi dan je bil krompir, ki se vleče kot šmir. Potem je bila pa v nedeljo župca in košček mesa in zraven še zelja usmrajenega. Tako da, krompir, fižol, zelje, repa, občasno tudi korenje,
Vse te rastline imajo zelo negativen prizvok. Kar je mogoče nas preseneča, ker danes je krompir predstavlja osnovno živilo, ki ga imamo na mizi vsak dan, takrat pa nekako ni bil tako cenjen, kot je danes. Po drugi strani, pa če ti fant ponuja bele žemeljce in pomaranče, je pa to pomenilo nekaj zelo pozitivnega. Na tak način je fant vabil punco, da gre z njim nekam, kamorkoli. Potem je pesem, recimo, ko nekdo nekoč ni hotel jesti pšenice, zdaj pa v bistvu zdaj pa mora jesti, ker je šel v vojsko, pa mora jesti sorščico. To je pa mešanica v bistvu žit, ki je pač bila manj cenjena kot sama pšenica. Nasplošno, če pogledamo samo žitarice, ki so omenjene, hitro vidimo, da pšenica je bila cenjena, medtem ko recimo kakšne druge žitarice, recimo oves, se je ponavadi dajalo konjem. Tukaj pa recimo punca oziroma fant se toži, da je dala punca konju jesti pšenico, meni pa samo oves, tako da v bistvu nekaj ni štimalo več tam v tej ljubezenski zgodbi. Ali pa recimo, da tukaj svojim otrokom daj iz pšenice, mojim otrokom daj iz soršice, ker ajdovega tega pa sploh ne bojo jedli. Ta sicer ne vem, kako se sem. Meni najljubše so omembe praproti. In sicer praprot ima zelo različne, nisem še prišla prav do dna tej praproti, ima tako pozitivne kot neke negativne aspekte. Recimo, praprot je simbol za nekaj naravnega, se pravi, mogoče tudi simbol za gozd. Tukaj v tej pesmi recimo piše: po njivi raste praprota, po hiši skače lakota. To pomeni, da niti na njivi ni nič posajeno, tako da je v bistvu so vsi lačni. V tej pesmi, ki govori o svetem Janezu, govori, da je on 33 let po puščavi hodil in njegova jed je bilo prapro korenje, v bistvu korenine praproti. Spet nekaj pač bolj bogega. Po drugi strani pa praproti aludirajo tudi na spolnost, ker je v več pesmih se pojavlja recimo, da fant reče punci greva praprot plet, kar mislim, da pomeni, da se greš malo stiskati nekam, ali je to praprot ali kaj drugega. Ali pa recimo, ko punca, ko jo snubi nek starejši gospod, mu ona reče, rajši grem z mladim praprot žet, kot starim krone štet. Tudi če ima več denarja, ona gre rajši v praprot z mladim. Potem, tukaj je še ena pesem, v kateri je še več rastlin omenjenih, da je fant pri prvi punci jedel solato, pri drugi zelje, pri tretji pil žganje, pa je bilo pri tej, ta tretje je bilo najboljše. In pri prvi je spal, ne vem, kaj to pomeni, vankši, žal. Polšter. Okej. Se pravi, pri prvi je spal na polštru, pri drugi na posteli, pri tretji v praproti, pa je bilo vseeno na praproti najlepše. Še ena stvar, ki je pa povezana s praprotjo, je pa še detomor. Večkrat v več pesmih je omenjeno, da je punca rodila v praproti,
in tam zapustila otroka, ali pa da jo mati vpraša, odkot se je vzel ta otrok, ki si ga prinese in reče, v praproti sem ga našla, pa verjetno ga je ona rodila. Ne. Tako da zelo take raznolika je ta praprot. Tudi nemogoče stvari lahko ponazorimo z rastlinami, recimo včasih se pojavi, da se zgodi nekaj nemogočega, da reče recimo Jezus nekemu grešniku, ko bo zacvetela lipa, ki je posušena, takrat ti bojo grehi odpuščeni. Ali pa recimo poročila ne boš se poročila do takrat, ko javor obrodi jabolka. Zanimivo je, da se tudi v španskih, oziroma ne, tudi v Cervantesovih delih se zelo pogosto pojavljajo te primere, recimo, ko bo ne vem, jablana obrodila vinske grozde, takrat se bo nekaj zgodilo. Tako da tle sem našla nekaj takih sorodnih primerjav. Zelenjava je tudi omenjena v pesmih in moram reči, da odnos človeka v preteklosti do zelenjave je bil tak približno, kot je odnos otrok do zelenjave. To je nekaj bolj ali manj nepotrebnega. Zelo redko se pojavlja, recimo, da je zelenjava nekaj dobrega. Tukaj recimo, da je prinesel korenčka žlahtnega, ampak žlahtno korenje, to ima spet nek simbolen pomen, verjetno, ne, povezano s korenom lečenom. Ne vem, če poznate. Koren lečen je neka neznana oziroma verjetno neobstoječa rastlina, ki zdravi vse bolezni. Tako da mogoče zato je tukaj ta korenček žlahtni, ima tudi neko povezavo s tem zdravilnim korenom. Tako presenetljivo, solata, zelena solata je šteta kot nekaj dobrega, ker je priloga k mesu, medtem ko grah, leča, repa, to res nima nekih pozitivnih v bistvu konotacij. Vlah, prdi, grah, sere, lečo. Vedno so tudi neki sorodni narodi potem uporabljeni za take stvari omeniti. Lahko so pa rastline uporabljene kot prispodoba videza in lastnosti. Recimo, da je punca tenka kot konoplja, rdeča kot vrtnica, bela kot makov cvet. To je najlepša možna kombinacija. Fant, da je lep kot lovorjev cvet, to je meni nekaj tako težko razumljivega, ker lovor nima prav nekih posebno lepih cvetov, ampak mogoče to povezano z njegovo uporabo. Potem rdeče lice kot vrtnica, črn pogled, črne oči kot te jagode od črnega trna. To je tudi prispodoba za nekaj lepega. Tukaj pa punca reče fantu, da če hočeš moj biti, moraš barvo kupiti, da ne boš tako zelen kot ta ščavljen pelen. Spet pelin in kislica, ščavlja, to je pač te zelene rastline brez opaznih cvetov, to pač simbolizira nekaj slabega. Mak je vedno nekaj lepega, nekaj lepo rdeče barve in jabolka tudi ponavadi so zelo pogosto uporabljena kot primera za nekaj lepega. Rastline se uporabljajo tudi kot religiozni simboli, ponavadi zelo pogosto pšenica, vinska trta, lilija, jabolko in vrtnica, pa mogoče zdaj ne bi tako ustavljala, ker smo že malo pozni. Tudi na številnih freskah ali pa slikah so upodobljene bele lilije in vrtnice. Recimo tukaj
ne vem, če poznate to je ta čudež, Marijin čudež, ko naj bi nesla na skrivaj hrano iz gradu za reveže in potem jo je mož zasačil in jo je vprašal, kaj skriva pod tem plaščem, in ko je prestrašena odprla, so bile v njej vrtnice in ne hrana. Tako da vrtnica je zelo pogosta religiozni simbol. Tako da počasi, smo le prišli do konca. Tako da v bistvu, kaj sem jaz ugotovila, da so te ljudske pesmi so zelo bogate z rastlinami, pa vendar v primerjavi z recimo pesmimi iz kakšnih drugih kultur, recimo iz Španije, je vseeno se tam pojavlja veliko več različnih vrst. Kar nekaj težav je, ko delamo s takimi, ko delamo tako raziskavo. Srečevala sem se z narečnimi izrazi, starinskimi izrazi. Tukaj ne vem, če lahko kaj preberete, sem dala samo eno fotografijo ene strani, kjer je pač tako izgledajo te pesmi, v takem jeziku, in pač to je treba brati in poskušati razumeti. Za primer lahko pokažem, s koliko različnimi poimenovanji so poimenovane nekatere rastline, recimo nageljčki, pšenica, vrtnica, oves. Za praktično vsako rastlino, nobena se ne pojavlja samo z enim poimenovanjem, ampak je vedno različni zapisi. In do vrste je praktično nemogoče določati, ponavadi ostanemo nekje na nivoju rodu, recimo, ali pa včasih še to ne. Je pa res, da moram reči, da sem se marsikaj naučila iz teh pesmi, marsikaj izvedla, in pač mislim, da sicer ne moramo ljudskim pesmim popolnoma zaupati, da je vse to, kar piše v njih, resnično, ampak vseeno pa lahko razberemo iz njih kar nekaj, lahko razberemo, kakšen je bil odnos človeka do posameznih vrst in kako se je ta odnos spreminjal. Če bi analizirali današnje pesmi, verjetno, katere rastline se pojavljajo v njih, bi bil rezultat popolnoma drugačen. Tako da, tu bi zaključila. Hvala, ker ste me poslušali, in to je to.